Takle je lepo, temule hribčko od zadaj s cerkvico, pa z najboljšo govovo juho, pa štrudlom, se reče home. Evo, takle sem se tule ustavila na enem travniku, preden grem v gozd. Zadaj mene je kup drv, tule ne pihlja, tak da me lahko slište. V glavnem, tole je bil zdaj tak aha moment in kaj sem želela podeliti z vami. Jaz sem napisala, da je gozd še posebej čaroben. A vi veste, da so včasih ljudje hodili recimo v brezove gaje, pa v hrastove gaje, se pravi, to je gozd, ki raste v hrasti, in so poslušali šelestenje listkov v vetru in preko vetra dobivali sporočila. Se pravi, v naravi boste našli vsa sporočila, v naravi boste našli odgovore. Če se povežete z drevesi, vam lili dreve, zgleda, da bi rada zraven bila, ja. V naravi najdete vse odgovore, ko se povežete z drevesi, ampak to en drug video. Vedno mal zajadram drugam. V glavnem, zelo sem vesela in zelo sem počaščena in zelo sem srečna za tak vaš odziv na mojo objavo, ki sem jo v polnoči pisala v kopalnici. V glavnem in ja, kaj pa želim zdaj na vse to podeliti z vami. Življenje je res čudovito in je res spektakel. Ampak od nas je odvisno, kaj ga bomo pogledali. Zdaj pa, čist nekaj druga sem hotela povedati, ampak mi je zdaj res iz glave ušlo. Denar imam naslov, denar. Ja, en gospod je pod komentarje napisal, ti si srečna, zato ker imaš svoje okolice in imaš denar. Ampak vsi, ki me poznate, veste, da je bila včasih Nataša v strašnem pomanjkanju, da je hodila na Rdeči križ pa na Karitas po pakete hrane, da sem hodila tu v Žalcu v eno ustanovo, kjer imajo hrano s potečenim rokom, tako da smo te stvari jedli doma, da recimo nisem mogla kupiti, ne vem, si enega soka, ko je stal €1, da večkrat nisem imela za kruh, da nisem imela avta, da nisem mogla tankati avta ali pa sem recimo za €10, pa spet 10, pa spet 10, da si nisem mogla recimo kupiti nobene knjige, nobene delavnice in tak naprej. In na eni točki človek postane odgovoren za svoje življenje. To vam skozi govorim. Vaše finančno stanje je vaš odsev, vaše notranjosti in predvsem vašega odnosa do denarja. Če ste vi partner ali ste partner, kateremu se vaš partner rad vrača popoldne domov. Če ste vi starš ali ste starš, kjer vaš otrok gre z veseljem domov in z veseljem čas preživlja z vami in je z vami. In dokler si ne boste prišli gor, da je tudi do denarja treba imeti odnos in pogledati v svojo notranjost, ker moja prepričanja so bila, da je denar grd, da je denar slab. Moj oče je vedno, tati kradejo, tati imajo denar, to so prevaranti. On še danes bo rekel, recimo, če bo enega najnovejšega BMW-ja videl, to so, kak je že zanč rekel, to so, kak so že oni tisti v Italiji, to so ne prevaranti, ne vem zeleno izraza. V glavnem, vse grdo čuti do teh ljudi, ko imajo denar. Ti sigurno kradejo, ti so prevaranti, ti so, ne morem se zdaj spomniti, kak je rekel, no, če kdo ve ta izraz, naj mi pomaga, tule od spodaj v komentar naj napiše. Ponavadi smo v teh italijanskih filmih gledali
te ljudi, no, mafija, ja, to je mafija, ne, to je mafija, ko ima recimo najnovejšega BMW-ja, ali pa to je mafija, ko ima ne vem kako hišo z bazenom, ne, to je mafija, ti kradejo, ti varajo druge ljudi, ne. In jaz kot otrok sem se naučila, da je bolj, že nimam denarja, ne, ker pa jaz pa res nočem biti prevarant, jaz pa res nočem biti mafija, jaz to nisem, ne, jaz sem pošten človek in jaz sem bila skozi brez denarja, konstantno, zato ker sem se ga dobesedno bala, ker v mojem svetu je pomenilo, če imaš denar, da si prevarant, da si mafija, da kradeš, da si grd do drugih ljudi in tak naprej, ne. In to želim temu gospodu, ker sem prepričana, da bo gledal ta video, čez ta video povedati, in vsem vam, ki se vas bo to dotaknili, ja, Nataša ima danes denar, pa res je, da ima Nataša okolice, ampak že takrat sem jih imela, ne, ampak se mi je isto dogajalo kot njemu, niso mi plačali in tak naprej. Zakaj? Zato, ker nisem imela rada denarja. In prvi korak do tega, da bo denar prišel do vas, da ga boste imeli, je, da stkete z njim lep odnos. Jaz sem prijela denar v roke, zaprla oči in vprašala denar, kakšen odnos želi, da imam jaz do njega. In meni je denar rekel, materinski odnos. K komu pride denar? K tismu, ko ga ima rad, a k tismu, ko ga nima rad, ko ga sovraži, ko sliši besedo denar in postane živčen in ne vem kaj. Ne? In jaz zdaj denar stiskam seb, vesela sem ga, pocartam ga, ljubčkam ga, pa naj se vam to še zdi ne vem kak čuden, ampak meni dobesedno denar leti iz neba. Ok, zato ker ga imam rada, ker sem stkala odnos z njim, ker se ga ne bojim več, ker sem vedno v veselem pričakovanju, kdaj bo prišel domov, kdaj bo prišel k meni. Ko ga ni, ne dramatiziram, ampak si rečem, v redu, bo že prišel k osebi, ki te ima najraje na celem svetu, ko ga dajem z ljubeznijo, pojdi v svet, imej se lepo, želim ti, da prideš do ljudi, ko bojo lepo ravnali s tabo, ko te bojo cenili, ko te bojo spoštovali, tako da je moj otrok. Kak sem prišla do tega, da sem dvignala finančno vibracijo? Nisem imela 10 evrov, ko jih lahko sem nekam dala pa gledala, imela sem pa evro, 2, pa 5 centov in sem si dala v šalčke, tam ko imam skodelice za čaj, dala sem si recimo med posteljnino, dala sem si pod vzglavnik, dala sem si v avto na tiste poličke, vse posod sem si te kovančke devala. In kadarkoli sem prijela ali pa odprla omaro, recimo, ko je kruh noter ali pa skodelice, vse imam denar. Pa sem se šla tuširati pa gor na poličke 1 evro, jaz imam denar. Pa sem, ne vem, v avtu nekaj iskala, pa spet primem za en kovanček, jaz imam denar. Počas sem lahko že 5 evrov dala, pa sem lahko 10 evrov dala, pa sem lahko 50 evrov dala. Najte načine, da dvignete svojo finančno obilje. Ker kogarkoli imate denarja na finančnem računu, mislim na bančnem računu, ali pa doma, ali pa ne vem kje, je odraz naše notranjosti. Noben drug ni odgovoren za to, razen mi sami. Nihče drug. In vsak lahko ima vse, vsak lahko ima vse obilje. Je pa res, to sem pa tudi jaz imela, vam čist priznam, recimo, moja sestra zelo veliko potuje in hodi po svetu in vedno sem vse, ko je ona šla kam, čutila stisko in ona me ni pošiljala niti slik iz teh potovanj, niti povedala, da gre za tega, ker je vedela, da se jaz ob tem počutim hudo, da mi je hudo, da ona lahko gre, jaz ne morem niti. In pa sem jaz rekla, pa parka duš Nataša, pa mende, ja, ni mi bilo jasno, pa koliko svojih sestri ne privoščiti, koliko svojih sestri, koliko ti je hudo, čutila sem v bistvu ljubosumje, ne vem, ne znam vam to opisati, pozabila sem že to besedo, pač v stiski sem bila, ko je ona šla, jaz pa nisem mogla. In pa sem rekla, ne, prvi korak, ko ga moraš narediti, je to, da je začneš iz vsega srca privoščiš. In sem se to učila, je bilo nadaljne moje učenje, ok, kak ne to spustim, kak ne privoščim. Jaz ne more priti do mene, če se iskreno ne veselim z milijonarji za njihove
milijone. Ne more priti do mene lepa obleka, če se iskreno iz srca ne veselim za žensko, ki je oblečena, ne vem, v Max Maro. Ne more priti do mene, če se iskreno ne veselim z vsemi vami, vašega uspeha, vaših prebojev, vaše ljubezni do življenja. Ne more priti do mene, ker jaz takrat šele odprem vse to, da lahko obilje začne pritekati k meni. Ker ko sem jaz jezna na enega, ko ima najnovejšega BMW, ko sem jaz jezna na enega, ko ima mojo hišo iz sanj, ko sem jaz jezna na enega, ko je oblečen, ne vem, po zadnji modi, na pamet govorim, ko sem jaz jezna na nekoga, ko mu biznis ful dober gre, jezajo v meni, moj občutek je, se pravi, imam spet delo na sebi, jaz sem odgovorna za ta občutek, da pogledam v sebe, da raziščem, zakaj, spremenim prepričanja so tu globoka, ko jih imamo v denarju, in zato vse lepo prihaja k meni. Jaz sem posijala to seme, jaz sem delala na sebi, cele dneve, cele noči, pisala, risala, meditirala, vizualizirala, govorila novo zgodbo, poslušala video, hodila na delavnice, delala korake. Vsak slehern dan, 5 let, pa že prej, pred 10 leti sem začela, ampak ti spustimo. Vsak slehern dan, jaz ne morem narediti namest vas, vaša izbira je. In kako se mi ne smili nekdo, ko je brez denarja, če vem, da je sam odgovoren, da je brez denarja, pa zdaj me lahko pluvate počes in celo, mi je popolnoma vseeno. Sam si odgovoren za svoje finančno stanje, sam si odgovoren za to, kakšne prijatelje imaš, sam si odgovoren za to, v kako službo hodiš, sam si odgovoren, kako postavo imaš, sam si odgovoren, kakšne odnose imaš s svojimi otroci, sam si odgovoren za popolnoma vse v življenju. In ko to odgovornost sprejmeš, lahko začneš spreminjati, v redu, če sem pa res sam odgovoren, potem bom pa vse naredil, da bo drugače. Vse. Tu ni izgovorov več. Druga stvar, ko sem dala objavo, kaj v vašem svetu pomeni vaša definicija Boga. Hvala vam za vse komentarje, hvala vam za vse zgodbe sem prebrala. Zelo lepo, sem vsakmu napisala iskreno iz srca, ker vsak ima svojo resnico. Jaz Boga vidim tako, ga vidim. In tako ga jaz vidim, mi je v doprinos. Nekaterim ljudem pa njihove definicije niso v doprinos. In v definicijah, kjer se čuti jeza do religije, ker cerkev in religija, ali pač kako se to reče, religija, ne vem, omenja Boga, jim ni v doprinos, zato ker imajo jezo do cerkve, jezo do religije. Od koga je jeza? Od vsakega posameznika. Kaj kreiraš z jezo? Še več jeze v svetu, še več religije, še več cerkve. Kdo je odgovoren za to, kar imamo? Mi sami. In vsak posameznik naj v svojem svetu pogleda, na koga ali kaj je še jezen, na koga in kaj je še ljubosumen, na koga in kaj še čuti neprijetne občutke. Vi kreirate vaš svet. Mi vsi skupaj pa kreiramo naše življenje, našo pravljico na zemlji, ker življenje je res pravljica in je res čudovito. Res. In ko se povežemo, ko se slišimo en z drugim, ko si povemo in ko smo pripravljeni spustiti, pripravljeni slišati nekoga, ki nas želi podpreti, potem se začnejo dogajati čudeži. Gregor, zdravo! Evo, če ima kdo kaj za vprašati, tukaj sem za vas, z veseljem vam bom povedala. Če ima kdo kaj za komentirati, komentirite, preberem, komentiram nazaj. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, na katerega bi želel rešitev, odgovor, naj mi pošlje v zasebno sporočilo, ne bom povedala, kdo ste, bom posnela video. Mislim, da imam zdaj 20. januarja v Preboldu brezplačno predavanje za vas, kako iz tesnobe, depresije, žalosti, paničnih napadov v srečno življenje. Predavanje je brezplačno, nimate več izgovorov, nimate jih več.
nimam časa, imam otroke, to so samo izgovori. Naredite tisto, kar čutite. Ker kaj delate, ko delate to, kar čutite? Vi vse vete, vi vse čutite, vse ostalo je laž. Meni ne morete reči, jaz ne čutim, jaz ne vem. Vete, sigurno vete. Vse čutite, kaj morate narediti. Vse čutite, kjer ga morate objeti. Vse čutite, kaj morate kjer morati. Vse čutite, s kom morate iti na razno. Vse čutite. Vse čutite. Ampak tega ne naredite. In to je razlika med nekom izmed vas pa menoj. Nataša pa naredi, kaj čuti. Aha, moram ni ta 2 otroka obiskati. Grem, jaz ne vem zakaj. Rekli mi je nekaj. 5. In potem se zgodi tam čudež. Pa ne čudež, spektakl. Zato, ker sem jaz poslušala sebe. Nataša daruje 20 evrov temu društvu. Nataša daruje, ne vem zakaj. Pa se zgodi drug čudež. Izbiram sebe na vsakem koraku. To pomeni, da tudi ko začutim, da ne bom v neki skupini, povem, iskreno povem. In iskreno vem, točno s kakimi ljudmi želim delati. Iskreno vem, točno kak rajski vrt, samooskrbni vrt, planet ljubezni kreiram. In točno vem, kakšni ljudje želim, da so zraven. Pa ne želim, kakšni ljudje bojo zraven. In ne grem na manj. Zato, ker vem, da je strah iluzija. Ker sem predelala strahove, ker sem predelala in se ne bojim, sem neustrašna. Zakaj bi se česa bala, mi povejte, če vem, da sem jaz odgovorna za svoje zdravje, za svoje ljubezensko življenje, za svoje prijateljske odnose, za svoje partnerske odnose, za svojo finančno obilje, za svoj denar. Zakaj bi se česa bala? Če jaz rišem, jaz odločam, jaz izbiram. Zakaj bi se česa bala? Se pravi, da se bojim sama sebe. Ne? Ko enkrat si v miru sam seboj, v harmoniji sam seboj, ko delaš to, kar ti duša, višji jaz, fizični jaz, kakršnikoli jaz, Bog, življenje, angeli, karkoli želite, drevesa, trava, ne vem, narekuje, slediš sebi, slediš svoji zgodbi in iz življenja delaš spektakl. In tako sem včeraj zapisala. Lahko imate vi pohane piške, tartufe, ostrige, karkoli na vašem krožniku. Pa lahko imate jebeno najbolj kurčevo večerjo z vašim partnerjem ali pa otrokom. Lahko pa naredite ohrotovo enolončnico s krompirjem. Ajde, rečemo, za 2 evra, za 3 osebe ali pa za 2. Pa lahko imate spektakl iz večerje. Na vas je spektakl. Ne? Lahko imate šuhe za 10 evrov iz Lidla, pa ste lahko najnormalno srečen človek. Lahko imate pa šuhe, ne vem, od Hugo Bossa, ne vem, če jih dela, za 500 evrov, pa ste najbolj nesrečen človek v tistih šuhih. Vi izbirate. Ali bo vaše življenje spektakl, radost, joy, veselje, ali bo žalost, drama, vloga žrtve, vloga ubogega jaza. Sami igrate se. In naučili ste se dobro igrati žrtve, naučili ste se, da vas boli, naučili ste se depresij, naučili ste se tesnob. Na vas je. Kaj si boste izbrali? Ok, gremo v vlogo zmagovalca in korake do zmagovalca se pač moram naučiti. Tako sem se naučil korake za vlogo žrtev. To je to. Bo še kdo kaj od vas povedal? Kakega srčka, no, Gregor, 1, 2, 3, da me mal ogrejete. Nič, ok, to je to. Če še ima kdo kaj za napisati. Wow, hvala, Mirjana, hello. Evo, srčki, Toma, živijo. Zdravo, zdravo. Tomas ima en zelo fajn projekt.
Tako da, če kdo kaj želi več o tem projektu slišati, naj njega kontaktira. Jasmina, hvala lepa, hvala vsem, ko ste z menoj, hvala za srčke obožujem in Andrejas, wow, Andrejas je pa en tak fajni, taka dušica, on je pa čista zavest in vidite, lejte, zdaj me je Andrejas na tole spomnil. Ko vam jaz rečem, kdaj sem začela izbirati sebe, se pravi, ko je meni bilo hudo, ko sem jaz bila v temi, ko sem jaz imela izziv, problem, težavo, kakršnokoli, recimo svojo hčerko, z ne vem čem, denarjem, ko nisem vedela, kak dalje, ko res nisem vedela, ko sem res bila v nemoči, ko me je res to not bolel, ko sem jokala, koga je Nataša poklicala? Andrejasa, v Švico, ali kjerkoli je. Nisem ga poznala, nisem popolnoma nič vedela o njemu. Prebrala sem en stavek na njegovem Facebook zidu, pa me je pritegnil. Pa sem mu napisala, če mi lahko tu pomaga. In sem poklicala človeka, ko je 1000-krat na višji stopni kot jaz. Zakaj? Zato, ker sam tak človek lahko meni pomaga najti rešitev. Človek, ko je na isti stopni, ko jaz mi ne more. Človek, ko je nižji, ko jaz mi ne more. Človek, ko je pa ful višji, ko jaz, mi pa lahko pomaga najti rešitve. In zato res, Andreja, si srca hvala, vedno si tu za mene. Andreja ima super meditacije ob nedeljah zvečer. Pošljite mu link, da se želite pridružiti. Ima brezplačne, enkratno ozaveščanje, enkratne aha momente jaz pri njemu doživljam. In res sem mu iz dna duše hvaležna, da je tukaj za mene in je tukaj za vse vas, ko želite spremembo. Res, ena duša, ena čista zavest. In od njega se lahko vsi naučimo vse. In res vam priporočam, da se z njim povežete, verjamem, da vas bo sprejel pod svoje okrilje, tako je mene sprejel. In to je to. Jasmina, Tomas, Terezija, živijo, koliko vas imam rada. Ja, Jasmina, čeprav vse to vemo, ponavadi ne delujemo tako, težko je to teorijo spremeniti v prakso. Jasmina, beseda težko, če vemo, da smo sami kreator svojega življenja, ko rečemo težko, vesolje nam da je težko, univerzum nam da je težko, pa zdaj ne bomo več univerzum pa vesolje delali odgovorno za svoje življenje, bomo postali sami. Če jaz rečem, da je nekaj težko, pol je v mojem svetu težko. Lahko pa začnem govoriti novo zgodbo, popolnoma lahko je teorijo spremeniti v prakso. In sem posejala to seme in slej ko prej bo ta teorija, da je vse lahkotno, da vse z lahkoto gre, postala moja realnost, moja resničnost. Ker tudi ta resničnost, da je vse težko, ste si jo sami skreirali in ste sami odgovorni za to. Nič ni težko. Iz prve roke vam povem, da je vse tak simpel, in da je vse tak lahkotno, in da je vse tak lepo, in da vse tak lepo gre. Sam kdaj, ko boste na vsakem koraku izbrali sebe, pa verjeli ljudem, ko jim je uspel, vsako besedo, ali pa zaupaj samo v sebi. Težko je, ni težko. Življenje je fotokopirni stroj, ko jaz rečem, treba je spremljati svoje besede, treba je spremljati svoje občutke, treba je spremljati svoje misli. Ko jaz rečem, težko je, ja normalno, da je težko, kaj vam to ni logično. Ko jaz rečem, vse z lahkoto v življenju potega. Vse informacije pridejo do mene točno ob času, ko jih potrebujem. Življenje je lepo, življenje je fantastično. Vse v življenju se vedno uredi in zrihta. Vse stvari se meni v prid dogajajo. Ko pogledam z te strani, pol živim spektakl. Tako da rada vas imam, grem, moj sin me je spet 2krat med tem videom klical. Včeraj smo se zmenila, ko ti prekinem, pomeni, da imam video, in zdaj danes je samo 2krat, včeraj je manj 5krat. Tako da vse dobro vam želim in res je lepo. Jaz danes sem že jokala od sreče zaradi preboja, ko ga je doživel moj ljubi prijatelj in tako sem srečna, res, ko se povežemo, ko damo en drugmu, kar
Sami nič ne boste mogli, nič. Popolnoma nič. Če boste sami. Tu smo zato, tu skupno smo. Pomagimo si, podprimo se, dajmo svoje čudeže na plan, posnemte video, če tako čutite, da imate nekaj dati za v svet, napišite knjigo, če čutite, da bi jo napisali, kaj vas briga, če bo en človek prebral, pa če boste enemu človeku spremenili življenje, pa to je spektakel, to je ta radost, to je ta joy. In se veselim naslednjega videa, rada vas imam, ful lepo je v naravi, danes je gost še posebej magičen za mene in to je to. Uživite. Čau.